Drage Slovenke in Slovenci, vaša veličanstva, spoštovani predsedniki, moji dragi evropski sodržavljani. Vsi, ki verjamemo v nenadomestljivo vlogo Evropske unije pri zagotavljanju miru in varnosti. Vsi, ki verjamemo v njena prizadevanja za blaginjo vseh Evropejcev, v njena prizadevanja za demokracijo, človekove pravice, vladavino prava, svobodo medijev. Vsi, ki verjamemo v čudovito raznolikost in sožitje naših narodnih in drugih identitet. In vsi, ki verjamemo v Evropo kot globalnega voditelja. Vsi mi praznujemo 9. maj, dan Evrope, kot naš skupen praznik. Dragi slovenski in evropski sodržavljani, skoraj 3/4 stoletja je združena Evropa, Evropska unija, uspela zagotoviti našim narodom in državam mir in varnost. V tem času pa so z razvojem Evropske unije rasla tudi druga visoka pričakovanja glede njenih dosežkov. Osebno menim, da so fenomenalni. Ni pa mogoče spregledati zastojev in njene nemoči, recimo v času migrantske krize in na začetku spopadanja z obstoječo pandemijo. To bi lahko pripeljalo do napačnega zaključka, da Evropske unije, razen za ohranitev miru, ne rabimo. To je velika in nevarna zmota. Še nikoli se nismo potrebovali en drugega, tako kot sedaj in v teh globalnih razmerah. Zato pravim, Evropa ne sme iti nazaj, Evropa mora iti naprej. Evropska unija ni problem, Evropska unija je rešitev. V tem smislu so bili moji nagovori med pandemijo narodom evropske družine v naših 23 čudovitih jezikih iskreno sporočilo našega prepričanja, da potrebujemo več solidarnosti in zato tudi več Evrope. Naše sporočilo ob dnevu Evrope je torej več Evrope, več solidarnosti. Za željo, da bi v sedanjih okoliščinah Evropska unija našla zalet za novo renesanso, vam ob tem prazniku sporočam najbolj iskrene želje za našo lepo in uspešno skupno evropsko prihodnost. Hvala za vašo pozornost.